Torej, ob Svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, številne turistične organizacije z različnimi dogodki in manifestacijami ozaveščajo o pomenu turizma in njegovem vplivu na družbene, kulturne, politične, okoljske in gospodarske vrednote po vsem svetu. Gozd je učilnica. Drevesa so čudesa našega sveta. Vsako posebej nas zna nagovoriti. Zato nas vabi, da mu prisluhnemo. Vstopimo v dvorano Skrivnosti dreves s knjigo in besedo. Prebrala 2 pesmi, in sicer mojega strica. Moj stric je Ivan Vodovnik. Slov pesmi je Pesem. Napisal pa jo je 2015. leta. Na mizi slonim, si glavo podpiram, moči si nabiram, da pesem prišla bi na plan. Počasi se zlaga, se v glavi nalaga, le pride beseda na dan. Izrazi veselje, izrazi radost, zapisal te bodem, da brali te bode poznejši rodovi. Kdor ljubi besedo slovensko še sploh, naj jo prebere za svojo radost. Pove pa naj ti, da sveta slovenska beseda za vsakogar velja, ponosno govori, Slovenec sem jaz. Vas domača, draga vas domača, komisija sredi Pohorja naseljena, tu mi tekla iz Zibelka lesena, ob njej pa mamica je pela, nad njo pa ptička je bdela. Šumijo še zdaj gozdovi zeleni, kot takrat, ko moja mama me je zibala. Kamorkoli pogledaš, do kam ti seže oko, se vidi gozd zeleni. Šumijo pesem svojo, duša moja se oplaja, gozd zeleni po Pohorju razposajeni, za dušo in srce se drevesa zibajo in svojo melodijo pojejo. Po vojni so se ljudje kar naprej pogovarjali o politiki, kar seveda ni bilo čudno. Končala se je strašna vojna in vsi so vedeli, da se je zaradi politike začela. Od politike pa so bili še posebno zmešani ljudje na deželi, ki še niso imeli radija ali časopisa in so do njih prišle samo govorice. Pa kako bi ne bili zmešani, če so še pred vojno imeli kralja, ki je res pobegnil, ko so padle prve bombe, toda po vojni ga ni bilo več nazaj. In zdaj so imeli na mesto kralja predsednika. Ta predsednik, ki mu je bilo ime Tito, nam je priboril svobodo, tudi to so vedeli. Pa vseeno sem večkrat slišal ateja in pa soseda Krejača, ki sta majala z glavami. Kaj nam bo zdaj ključavničar za kralja? Ne za kralja, za predsednika. Pa mi je napravi, je rekla, jaz sem pa tako užaljena, je rekla, ker sem knjigo prebrala, pa je v knjigi dosti več, pa bolj zanimivo, a ne? Pa sem mislila, pa kako se ti je ljubilo brati tako veliko knjigo. Pa sem jaz prišla, pa sem si jo nabavila, pa je res, da dejansko knjige dosti bolj opisujejo in čustva, in nasplošno take stvari, tako da je bolj zanimivo to učiti. Jaz sem pa rada brala in seveda vsake toliko časa šla po knjige. Bom je še brat kako naročil, a ne. Enkrat vem, da mi je eno naročil Rimljanko, ja. On je bil 4 leta starejši, oziroma je. In sem morala obljubiti učiteljici, da jaz ne bom prebrala tiste knjige. So točno vedeli, kaj pa kaj, te pa te je pa kaj povedal. Tisti je prevedel, pa da je pol malo spoznala to njihovo kulturo. Na koncu so je peljali tam eno jamo, skrito zadevo, kjer je menda bogatstvo not ogromno.